Hejla, si tudi ti tako kot jaz in ustrajaš, makar z glavo skozi zid in ne poslušaš drugih in delaš vse po svoje in misliš, da imaš prav. Ja, ful nas je takih. In težava pri tem je, da nismo pripravljeni videti nekaj drugačnega, zato ker smo prepričani, zaverovani v naš prav, da imamo prav, da je res to tako, kakor smo mi pomislili, tako kot smo mi enkrat se vprašali in je prišlo zavedanje, ali pa smo imeli intuicijo, je padlo z neba, ne? In ko izvajamo to kontrolo in smo v tej avtonomiji, da imamo prav in da je res tako, je težava v tem, da ne izbiramo lahkotnosti in ne sledimo res zavedanju, ne postavljamo vprašanj, ne pogledamo, kaj je zdaj tisto, kar je na voljo, ali pa kar je zdaj tisto, kar bi res ustvarilo v našem življenju nekaj več. Ne, ustrajamo po tistemu, kar smo izbrali 100 let nazaj, lahko je tudi to 2 dni nazaj, lahko je to 10 minut nazaj. Stvari se hitro spreminjajo. In kaj če je čas, da začnemo slediti res energiji, zavedanju, temu, kar je zdaj prisotno? Ma to ne moremo narediti kar tako, da rečemo, ja, bom sledila, ja, sej sledim, sej uporabljam orodja. Uporabljati orodje pomeni, da res uporabljaš orodja, da si orodje, ne samo, da si pripoveduješ orodja. In z vsem, ko to počnem res leta in leta, še vedno se mi zgodi, da ne uporabim za res orodje, da si ga samo pripovedujem, da si ga rečem in nisem orodje, ker padem not, me potegne ta resničnost, me potegnejo te vzorci, te programi in nisem jaz in si rečem, kako je lahko še boljše kot tako, ne? Moj mož me ful zafrkava za to orodje, kako lahko še boljše kot tako, ne? Ampak dejansko vedno bolj opažam, da ni da res uporabim orodje in sem vprašanje, recimo, kako je lahko še boljše kot tako, takrat, ko se to vprašam. Dostikrat je to samo tako kot neka, veš, že mašilo, ne, v mojem življenju. Kako je lahko še boljše, ne. Ko pa uporabim orodje, ko sem res energija orodja in si rečem, se razširim, vesolje, kako je lahko še boljše kot tako. Takrat pa si začne vse se dogaja, padejo stvari, zavedanja z neba, ker sem res bila orodje. Tako da moje vprašanje zate je čas, da res ozavestiš, kaj je možno zate, vidiš sploh, kje izbiraš ovire, kje si daješ pokrove, kje si v avtonomiji, kje določaš, kaj je prav, kaj ni prav zate. A je čas ali še vedno ne? Jaz bom control freak, vse po moje, jaz vem, ne, to ni zame, ne, to ne bom izbrala. Saj lahko tudi to izbiraš. Jaz sem to ful časa izbirala. In potem si dobesedno zjebala hrbet, ja, fizično, in zdaj že 3 leta in pol, ki z uporabo zavestno orodij, ko sem res rekla, ajde Maša, dovolj. Se je začelo vse spreminjati in je lažje. Ampak ne, jaz sem si morala narediti eno tako ful lepo poškodbo. Tako da, kaj bi bilo potrebno, da ne rabiste iti v največje sranje vašega življenja? Kaj, če se lahko izognete stvarem? Kaj, če ni res, da je to predpisano, da se more zgoditi? Kaj, če lahko izberete drugače? Kaj, če lahko začnete živeti lahkotnost? Kaj, če lahko začnete živeti vašo resničnost in ne več to, kar ste kupili, da je vaše? In kako vedeti, kaj je moje in kaj ni? Ja, zavihati rokave in uporabljati mišico zavedanja. Meni osebno seminar Temelji ful pripomore k temu in dostikrat grem poslušati tudi svoje lastne temelje, ki sem jih facilitirala, ker so notri res, ki si kanal za zavedanje takrat, ko facilitiraš in ozavestim še globlje vsa orodja in jih res lahko začnem uporabljati. Tako da, če je čas, da nehaš biti ne in začneš biti ja, te vabim na moje naslednje temelje. Kakšno bi bilo tvoje življenje, če izbereš ta seminar od Accessa, ki je v bistvu eden osnovnih seminarjev, po Barsih takoj so temelji, da lahko se poglobiš v več sebe, več zavedanja in vse te čarobnosti in možnosti, ki jih imaš na voljo in jih ne uporabljaš zato, ker si zatiskaš oči in si ne bom. Tako da poglej moj koledar dogodkov, kdaj so naslednji temelji in kako lahko še boljše kot tako. Čau in lep pozdravček, glejte, kako je lepo. Pri meni doma, jaz sem samo par minut peš tukaj stran, kako lahko še boljše. Ajde, naredi si lep dan. Čau.